Nastja, pozdravljena. Dobro, živijo. Danes si v Kavčku imela predavanje o de Bonovem načinu razmišljanja. V čem je ta de Bonov način razmišljanja poseben in v čem se razlikuje od siceršnjega v družbi najbolj splošno sprejetega in navzočega načina razmišljanja? Ja, lahko rečemo, da pri de Bonovem načinu razmišljanja gre za razmišljanje, torej gre za nekaj, kar delamo namerno in zavestno. Mi namreč večinoma mislimo, se pravi, mišljenje se nam dogaja in večinoma se kar odzivamo, torej odzivamo v skladu z obstoječimi vzorci, kakor so nas naučili, kakor je v naši družbi običajno. In predvsem za naš del sveta, celinsko Evropo in Bližnji vzhod velja, da je to pomeni, da greš ti avtomatično analizirati in kritizirati in argumentirati po možnosti svoje lastne resnice, za katero misliš, da je edina pravilna. Kar pomeni, da ko se zgodi problem, ne vem, mož ne zavije iz avtoceste, bo žena tako rekla, ja, zakaj pa nisi zavil? Kaj si pa mislil? Kaj se je pa v tebi dogajalo? Ne bo rekla, dobro, bomo pa pri naslednjem odstepu zavili in bomo šli nazaj in se bomo rešili, ampak bo šla iskati vzroke in analizirati in napadati. To nam je avtomatično. Ni pa koristno, ker iz te mini anekdotice vidimo, da se ne zgodi nič drugega kot prepir v najboljšem primeru. Se pravi, mož je jezen, pozabi zaviti še pri naslednjem odcepu, žena je jezna in pridete na obisk prijateljem 2 uri kasneje oba razkregana. Ni učinkovito. To, kar mi delamo, mi, ko rečem, de Bonovci, ki pač se trudimo razmišljati na de Bonov način, pa ko se zgodi problem, iščemo ali kaj je dobrega na tej zadevi, ki se je zgodila, ali kaj lahko naredimo. Torej ne gre za debatiranje za nazaj, gre za ustvarjanje za naprej. In zato je veliko bolj učinkovito, velikokrat tudi veliko bolj zabavno in zagotovo se izognemo konfliktom. To zveni kot en zdrav način razmišljanja, neko skupno soustvarjanje in iskanje rešitev. V Kavčku se ukvarjamo z zdravimi rešitvami. Koliko kot certificirana de Bonova trenerka, koliko tovrstnega ustvarjalnega, zdravega načina razmišljanja opažaš v slovenski družbi? Ja, jaz bi rekla, da živim v svojem svetu. V mojem svetu so tisti, ki jih tovrstni načini zanimajo, hočejo sami na ta način delati in ustvarjati, živeti in v mojem svetu je čudovito. Vsi dogovori so hitri, odločitve so soglasno sprejete, rešitve so sveže. Ne odpiram pa časopisov ali televizije, ker ne morem verjeti, kako za vraga ne ugotovijo, da to, da se napadajo na temo, kaj je nekdo naredil lani, pred 10 leti, pred 60 leti, to ne bo pomagalo pri tem, v kam bomo mi skupaj šli vnaprej. Se pravi, za družbo nasplošno je še veliko, kar je potrebno narediti. V tem mojem majhnem svetu je pa vedno več mišljenikov. Hvala, Nastja. Veliko uspeha pri širjenju zavedanja o de Bonovem načinu razmišljanja ti želimo. Ja, na koncu jaz vedno rečem, tako kot je trajalo 200-300 let, da so ljudje, tudi zdravniki, ugotovili, da je potrebno si umivati roke, predno grejo k pacientu, da ta ne umre od okužbe, tako bodo tudi ljudje slej ko prej ugotovili, da malce konstruktivnega in kreativnega, torej zdravega razmišljanja veliko bolj pomaga. Hvala še enkrat.